Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, prosimo vas, da ugasnete svoje mobilne telefone. Dogodek se bo vsak trenutek začel. Danes že četrto leto zaporedoma skupaj s Toyoto čaramo nasmehe na obraze starejših in jih obdarujemo. Izvolite, da pa je še malo lepši praznik. Zelo smo veseli videti te zadovoljne obraze in kako radi se podružijo z nami, se poveselijo. Najedli smo se vseh piškotov, štrudlov in vseh spili vse čaje. 300 let, Bog naj nas sreči. Lepo je, ko se zgodba, to se pravi naša, kako zagotavljamo mobilnost starejših in pa zgodba Toyote, ki zagotavlja mobilnost za vse, poveže na način, da starejšim omogoči lepše in boljše življenje. Čudovitni. Čudovitni. Dober večer in dobrodošli na že 60. podelitvi športnika Mestne občine Ptuj. En aplavz. Ja, res je, prav ste slišali. Letos izbor poteka že 60-tič. Se spomni kdo morda prvega izbora? Je bil kdo na njem? Sandi? Ne. Res je bilo že dolgo nazaj, no, davnega leta 1957. Boste zdaj dejali, čakaj, 1957, zdaj smo leta 2023. Kdor je dober matematike, najbrž hitro preračunal, da tu pa nekaj ne štima najbrž. A ja, drži, brez skrbi. Torej, leta 1957 je potekalo prvič. Vmes pa se dogodek ni izvedel leta 1958, 59, 59, 61, 77, 78 in 79. Pomeni, tokratni dogodek je res 60. po vrsti. In še zanimivost, prvi športnik leta Ptuja je bil kegljač gospod Viktor Hodnik. Moje ime je Kristjan Šmit in zdaj v teh letih našega skupnega druženja smo se najbrž že dobro spoznali. Nekoga najbrž še pogrešate na moji levi ali pa desni strani, mojo sovoditeljico Zlatko. Se vem, kaj boste rekli, vem, težki časi šparajo. Pa ni temu tako. Res je, da morda je treba malce šparati na benzinu, pa je treba šparati na ogrevanju, ogrevamo samo na 19 stopinj, upam, da vas ne zebe preveč v tem današnjem večeru, pa da je treba zvečer ugašati luči, da je kakšno mesto v temi, pa da namesto, da se vozimo z avtomobilom, gremo raje peš ali se vozimo s kolesom.
Če že uporabljamo avtomobil, pa da so v njem minimalno 3 ali pa 4 ali pa tako naprej. Vendar ni tako. Naj opravičim mojo kolegico Zlatko, žal je odsotna zaradi zdravstvenih razlogov, ampak verjamem, da nas pa spremlja tako z domačega naslonjača, tako kot tudi vsi ostali, ki nas spremljate v živem prenosu, torej danes iz Dominikanskega samostana na Ptuju, in tudi vam en lep dober večer. Je pa res, da nisem sam na odru, da je nekdo na moji desni strani. To je gospa Mirjana Žnidarič, tolmačka, ki bo poskrbela za to, da bomo dobro razumljeni tudi strani tistih, ki nas ne slišijo. In tudi to je novost v današnjem letošnjem večeru, tako da predlagam en aplavz tudi za Mirjano. Je pa res, da je potrebno pozdraviti še nekatere goste, za katere smo veseli, da so danes večer tudi v našem objemu tukaj z nami. Kot prvo lepo pozdravljam županjo Mestne občine Ptuj, gospo Nuško Gajšek. Direktorja občinske uprave Mestne občine Ptuj, gospoda Alena Jevtoviča. Pozdrav velja svetnikom in svetnicam Mestne občine Ptuj, ki ste danes tukaj z nami. Naši nocojšnji gostje so tudi poslanci Državnega zbora in državni svetniki. Pa seveda nobena prireditev ne mine brez direktorja Zavoda za šport Ptuj, gospoda Sandija Mertelja. V naši družbi je tudi predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj in član izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije, gospod magister Stanko Glažar. Pozdrav tudi predsedniku Športne zveze Mestne občine Ptuj, gospodu Franju Rozmanu. In pa seveda pozdravljam tudi vse vas, športnice, športniki, trenerji, starši, podporniki in tisti, ki imate radi ptujski šport. Hvala, da ste z nami in dobrodošli. Preden pa začnemo čisto zares, pa poglejmo, kaj je zaznamovalo ptujski šport in športnike v preteklem letu. Tako je torej naše športnike in športne dogodke v lanskem letu v svoj objektiv ujela kamera ptujske televizije PTV. Koliko pa je uspela na dogodke in naše športnike v lanskem super volilnem letu spremljati županja Mestne občine Ptuj, gospa Nuška Gajšek, predlagam, da preverimo, zato gospa županja, vabljeni na oder.
Lep pozdrav vsem skupaj. Še malo igrali? No, to je novi vložek zdaj na tem. Lep pozdrav vsem skupaj tudi v imenu Mestne občine Ptuj na ta dan, ki ga lahko poimenujemo tudi praznik vseh športnikov, vseh športnih delavcev in tudi vseh tistih, ki so tako ali drugače povezani s športom, tudi nas, ki šport samo spremljamo oddaleč in se seveda zelo veselimo naših uspehov, vaših uspehov, naših športnikov. Na vas smo zelo ponosni in seveda zelo in iskreno hvaležni za vsak nasmeh, za vsako dobro voljo, za vsako priložnost, da nas zdravimo in da imamo izgovor, da se podružimo. Jaz vam želim v prihodnjem letu še obilo takih trenutkov, ki bodo osrečevali tudi nas in vam tudi danes vsem iskreno čestitam, ne samo tistim, ki boste prejeli nagrade, ampak vsem vam, ki vsak dan se odrekate, delate, vztrajate in s tem dajete tudi vzgled vsem tistim, ki mogoče kdaj prehitro obupajo. Torej, vztrajno se izplača, jaz upam, da se vam tudi poplača. Vse dobro vam želim vse skupaj in prijeten večer. Hvala, gospa županja. Kratka in jedrnata, ker je z nami že nekaj let in veseli smo, da ste z nami in da podpirate tudi ptujske športnike. Na oder pa vabim še nekoga, ki bi vas želel pozdraviti in z vami deliti svoj pogled na ptujski šport. Predsednik Športne zveze Mestne občine Ptuj, gospod Franjo Rozman. Vabljeni na oder. Dober večer tudi z moje strani. V Sloveniji se s športom v različnih oblikah ukvarja več kot 1.200.000 ljudi. To dokazuje, da je šport univerzalni jezik in združuje ljudi ne glede na njihovo socialno pripadnost. Šport je recept za zdravje. Prizadevati si moramo za medgeneracijski koncept športne vadbe. Pri vsem tem mora biti lokalna skupnost sistemski partner. Odnosi med športno zvezo in mestno občino morajo biti urejeni, da lahko skupaj dosežemo cilj, zdrav in opolnomočen posameznik. Zagotoviti je potrebno strokovna, finančna in logistična pomoč. V Športni zvezi Mestne občine Ptuj smo si v zadnjih letih prizadevali za miselni preskok v razumevanju skupnega delovanja. Potrebno se je bolje slišati, saj ekipa smo mi vsi. Športno ravnanje in športno obnašanje naj bo imperativ naše družbe. Maksimizirajmo vsako priložnost, bodimo vztrajni, potrudimo se, da bo naš način življenja zdrav in imejmo delovne navade. In kaj imajo najboljši? Imajo jasno zastavljene cilje, visoko samomotiviranost, inovativnost, pozitivnost, drznost, odločnost, resnost, karizmatičnost, avtonomnost in predvsem znajo zmagati. Hvala vsem, ki s svojim delovanjem v športu pripomorete k pozitivni življenjski naravnanosti. Vsem prejemnikom priznanj, zahval in plaket iskreno čestitam in jim želim najboljše rezultate tudi v letu 2023. Hvala. Hvala tudi vam, predsednik Športne zveze Mestne občine Ptuj, gospod Franjo Rozman. No, z nami pa na odru, zagotovo ste jih že opazili, če ne opazili, pa vsaj slišali, naša mladost, vendar ne športna, glasbena, morda pa tudi športna, kdo bi vedel. Gimnazijski bend, poimenovan UNMD, to so Žiga, Nejo, Aleš, Matija, Neja in Dora. Naj nas popeljejo v ta prekrasen večer.
Bolečino pijemo, skozi to se vidi svet, lepota je skrita v nas, vse navidezno je laž, sja in beda, drek zlato, v žepih ni to, kar imaš, pripada ti le to, kar na srečo zaigraš. Zaigraj. Pusti, naj te nosi voda. Para, 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 ra, 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 ra. Aha. Poveš sem, da si odkrit, streljaj ravno v oči, poljubi roko bližnjega, da bi videl, če še znaš, tam, kjer si ustavil film, kjer ostali so ljudje. Povej zdaj, ko si sam, reci, ljubiti še znaš. Ljubiti še znam. Pusti, naj te nosi voda. Para, 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 ra, 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 ra. Aha. In pusti, naj te nosi voda. Para, 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 ra, 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 ra. Aha. To je naša mladost, to so gimnazijci, ki slišijo na ime UNMD. Bomo že razvozlali, kaj sploh to pomeni. Upam, da nas ne odnese voda v današnjem večeru, vse tiste najvišje zagotovo ne bo, vas tu spodaj pa tudi zagotavljam, da ne. Smo vendarle na Ptuju, ki je dobro gradil vse svoje stavbe, tudi ta dominikanski samostan. Dobro, spoštovani dame in gospodje, preden pa začnemo s podeljevanjem nagrad najboljšim športnicam in športnikom v naši občini za leto 2022, pa je prav, da se na hitro tudi sprehodimo skozi leto 2022. Recimo najprej skozi prvo četrtletje. Kako ga je videl naš športni kolega David Breznik, preverimo, kaj se je dogajalo torej od januarja do marca. Zelo na hitro. V zimskih mesecih leta 2022 so na svojimi rezultati ogreli nekateri ptujski športniki, športnice in ekipe. Teniška igralka Tamara Zidanšek je v deželi tam spodaj, v Avstraliji, prišla do tretjega kroga Grand Slam turnirja v Melbourneu. Mladi sprinter Anej Čorin Prapotnik pa je nizal odlične rezultate in teke, kar je pomenilo, da se je na dvoranskem mitingu v Novem mestu spustil v teku na 60 metrov do meje 6,78. Na 6. balkanskem prvenstvu v dvorani za mladince in mladinke v atletiki v Beogradu pa je član atletskega kluba Ptuj zmagal in osvojil zlato medaljo. Blizu končne zmage so bili tudi igralci futsal kluba Hiša Daril iz Ptuja, saj so se uvrstili v veliki finale pokala Term Olimja, v katerem pa so kasneje izgubili proti Dobovcu in so tako na koncu osvojili drugo mesto. V prvem četrtletju tako na kratko. Hvala Davidu, ostale mesece pa še obdelamo v nadaljevanju tega današnjega večera. Zdaj pa čas za prvo podelitev. Razglasili bomo nagrado za najuspešnejšo srednjo šolo za leto 2022. Priznanje bo podelil gospod Dejan Dokl, član strokovnega sveta Zavoda za šport, ki ga tudi vabim na oder.
Pa poglejmo, katera je postala najuspešnejša srednja šola. To je Gimnazija Ptuj. Seveda bodo priznanje prejeli dijaki, ne tisti, ki sedijo za inštrumenti, ampak tisti, ki so morda pripomogli kakšnemu športnemu dosežku. Čudovito, dijaki Gimnazije Ptuj so v letu 2022 dosegli številne odlične rezultate med posamezniki kot ekipa šole. V ekipnih športih so bili najboljši v košarki, odbojki in nogometu, medtem ko so posamezni dijaki izstopali v atletiki, gimnastiki in streljanju. To je torej najuspešnejša srednja šola Gimnazija Ptuj. Čestitke! Pa smo že pri naslednji kategoriji. Kar hitro bo potekalo ta večer vse skupaj, ker verjamem, da ste že lačni, žejni in da se veselite tudi našega druženja potem. No, naslednji, ki bodo prejeli priznanja, pa so zmagovalci državnih prvenstev v letu 2022. Teh je bilo kar 9, zato jim bosta priznanja podelila kar 2. Na oder vabim gospoda Emila Mesariča, člana strokovnega sveta Zavoda za šport, in pa Dejana Zavca, nekoč že najboljšega športnika Ptuja in danes državnega poslanca. Prosim, gospoda. Dobro večer obema, vidim, da Dejan nima boksarskih rokavic, očitno danes se bomo boksali tukaj kot v državnem zboru, ampak kar je še prav, ne, da se komu karkoli ne zgodi. Dobro, pa poglejmo, kdo so državni prvaki v individualnih športnih panogah v letu 2022. Kot prvega kličemo na oder Patrika Šuleka iz kluba borilnih veščin Ptuj. Kot naslednji, torej državni prvak, Gašper Valentin Mlakar iz kluba borilnih veščin Ptuj. Kot naslednjega bomo na oder povabili Aneja Čurina, prapotnika iz atletskega kluba Ptuj. Preostalim se bo pridružil tudi naslednji, in sicer Aleš Golob, klub tajskega boksa Muay Thai Gym Ptuj. Še nam jih ne bo zmanjkalo, brez skrbi, 9 smo jih obljubili. Kot naslednji Filip Jeff Planinšek, teniški klub Terme Ptuj.
Peterica že na odru, kar pridi bliže za končno fotografijo. Filip, Jeff in naslednji, ki ga vabimo na oder in mu čestitamo, je Žiga Kovačič, teniški klub Terme Ptuj. Žiga je prevzel tudi za Jeffa, dobro, lepo, prijateljsko, ampak le predajmo vse skupaj, ne, da ne bo oboje veselo pri tebi doma. Kot naslednja prihaja na oder Teja Marot, klub tajskega boksa Muay Thai Gym Ptuj. Evo, pa imamo še prvo damo, ampak nam jih ne bo zmanjkalo. Že kot naslednja prihaja Lara Vuzem Vajda, klub borilnih veščin Ptuj. Lare torej ni z nami, bodo pa zagotovo ji priznanje prevzeli kakšni izmed kolegov, prijateljev in ga seveda predali. In pa še nekdo je ne zadnji ali pa najslabši, ampak kot zadnjega ga bomo poklicali na oder, to je pa Tilen Repina, klub borilnih veščin Ptuj. Tilen je že tukaj in zagotovo tudi on prevzel nagrado in jo kasneje predal tudi svoji kolegici. To so torej državni prvaki, vsi tisti, ki so z nami tukaj, seveda še en prekrasen nasmeh za naše fotografe, ki vas že čakajo, fotografirajo, da boste tudi vi imeli kakšno lepo spominsko fotografijo, ko boste morda naslednji stali na odru kot najuspešnejši športniki Ptuja in boste dejali, ja, vse je trajalo, ampak je. Čestitke še enkrat torej državni prvaki v individualnih športnih panogah v letu 2022. Hvala vam. Tilen bo še počakal na eno priznanje, ker eno ni dovolj, ostalim pa torej hvala lepa. Tako, čas je, da gremo naprej k naslednji podelitvi, k naslednji kategoriji. Čas je, da razglasimo najperspektivnejša športnika za leto 2022. Tako da na oder vabim gospoda Rajka Fajta, državnega svetnika. Prosim. Pa poglejmo, kdo sta nagrajenca. Najperspektivnejša športnika sta, začnimo pri damah, Taja Pučko, atletski klub Ptuj. Taja Pučko je zelo nadarjena mlada atletinja, katere glavne discipline so tek na 60 ali 100 metrov z ovirami, skok v daljino ali troskok.
V letu 2022 je kot pionirka zmagala na državnem prvenstvu v dvorani v skoku v daljino z rezultatom 496 cm in na prostem z rezultatom 525 cm. Ob teh dveh naslovih državne prvakinje pa je osvojila še 3 medalje na državnih prvenstvih v atletiki. Taja Pučko. In še enega smo obljubili, tokrat prihaja iz fantovskega loga. Najperspektivnejši športnik leta 2022 je tudi Andraž Rajher, prav tako Atletski klub Ptuj. Andraž Rajher je odličen mlad metalec krogle, diska in kladiva. Med mlajšimi mladinci je v letu 2022 postal državni prvak v suvanju krogle in v metu kladiva. Slednja je njegova paradna disciplina in v njej je osvojil med mladinci 3. mesto na balkanskem prvenstvu, 5. mesto med mlajšimi mladinci na OFEM-u in 10. mesto med mladinci na Evropskem prvenstvu. Andraž Rajher je v letu 2022 najdlje vrgel kladivo 66,81 metra. Andraž Rajher. Hvala lepa. In čestitke seveda najperspektivnejšima mladima športnikama. Tudi ona dva verjamem, da bosta še veliko krat stala na tem ali pa katerem koli drugem odru. Zdaj pa čas spet za nekaj predaha. Glasbo smo že slišali, zdaj pa čas, da na oder povabimo 28-letno Žalčanko Mašo Ferme, ki se že od majhnih nog ukvarja športom. Preizkusila se je v marsikateri vadbi, najdlje pa je vztrajala pri panogi odbojke, v kateri je z ekipo odbojkarskega kluba Šempeter 11 let dosegala vrhunske rezultate. Nosila je tudi reprezentančni dres za mlajše deklice, poleg kadetskih in mladinskih tekmovanj pa je v svojem klubu igrala tudi za člansko ekipo. Danes ne bo igrala odbojke, brez skrbi tudi ne sama, kajti že zadnje 4 leta se aktivno ukvarja z raznimi rekviziti. Najljubši pa je obroč. Dejavnosti, ki jih opravlja, so preplet cirkuških elementov in plesa ter gimnastike. Pa naj nam vse skupaj pokaže. Dajmo aplavz za Mašo Ferme. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight.
play these little games, acting all okay. Today, cast me far away. Play these little games, acting all okay. Today. Hvala, Maša. Upam, da vas ne bolijo preveč mišice, kolki ali kakšna druga kost, ko gledate, kako gibčna je Maša. Brez skrbi, še se bo vrnila nazaj, ampak takrat še bolj vroča. Na kakšen način boste videli kasneje. Zdaj pa čas, da preverimo, kaj se je dogajalo v drugem četrtletju v ptujskem športu v letu 2022. Spomladanski meseci leta 2022 so prinesli nove uspehe za ptujski šport. Člani strelskega kluba Ptuj so osvojili drugo mesto v prvi A državni ligi v streljanju z zračno pištolo. Z 2 dobrima rezultatoma so sezono 2021-2022 zaključile tudi članice ženskega rokometnega kluba Ptuj. Rokometašice so zasedle 4. mesto v pokalu Slovenije in 6. mesto v prvi A državni ligi. Prav tako uspešno so tekmovalno sezono zaključili igralci futsal kluba Hiša daril iz Ptuja, saj so bili 3. v državnem prvenstvu. Ponovno se je izkazala Tamara Zidanšek, saj je prišla do 3. kroga odprtega prvenstva Francije v tenisu v Parizu. Veliko medijske podpore pa je imel tudi start druge etape kolesarske dirke po Sloveniji na Ptuju. Start najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja so si ogledali tudi mladi predstavniki kolesarskega kluba Perutnina Ptuj, ki so v letu 2022 zabeležili skupno kar 54 zmag. Dodatno zmago pa so zabeležili tudi z organizacijo že 20. polimaratona in 20. je bila tudi izvedba velike tradicionalne jadralne regate Petovija kupa. Zdaj pa naši naslednji nagrajenci, ki jih bomo povabili na oder, so morda tisti, ki jih velikokrat skozi leto niti ne vidimo, niti ne opazimo. So pa zagotovo pomemben člen delovanja vsakega kluba ali športnega kolektiva. Čas je, da nagradimo najzaslužnejše športne delavce v letu 2022. Priznanje bo podelil gospod Jožef Lenart, poslanec Državnega zbora, ki vas vabim na oder. Pa preverimo, kdo so najzaslužnejši športni delavci za leto 2022. Kot prvi Matjaž Franjo Murko, Brodarsko društvo Ranca Ptuj. Kot naslednjega vabim na oder gospoda Zvonka Hajduka iz strelskega kluba Ptuj.
Nagrado prejme tudi Janko Vršič, plavalni klub Ptuj. Najzaslužnejši športni delavec za leto 2022 je tudi gospod Edvard Štegar, klub borilnih veščin Ptuj. Vaš aplavz se namenja tudi gospodu Izudinu Kalniču, boksarski klub Ptuj. Na oder po nagrado vabim tudi gospoda Antona Kokola, Avtomoto društvo Ptuj. Kot naslednji nagrado prejme Andrej Petrovič, kolesarski klub Perutnina Ptuj. Čas je tudi za kakšno damo. Majda Volgemut, judo klub Drava Ptuj. Še en aplavz za gospo Majdo. In pa kot zadnjega v kategoriji najzaslužnejši športni delavci za leto 2022 na oder vabim gospoda Andreja Oroviča, nogometni klub Podvinci. To so vsi naši nagrajenci, še malce kar bliže stopite, da boste dobro vidni tudi na fotografiji, kar malce naprej lahko stopite, ja, kar ponosno pokažite svoje nagrade, svoje dosežke. Fotografi so tudi že pripravljeni. Vi pa še en aplavz za vse nagrajence. Hvala lepa. To so bili torej najzaslužnejši športni delavci za leto 2022. Mi pa že hitimo naprej s podeljevanjem nagrad tistim, ki so svojim delom in uspehi zaznamovali leto 2022. Zdaj so na vrsti tisti, ki jih ponavadi na igrišču ne vidimo, so pa največja podpora ob njem. Tisti, ki prebedijo mnoge noči, razmišljajo, analizirajo, kujejo strategijo, usmerjajo športnike, se včasih smejijo, največkrat pa jezijo. Čas je, da nagradimo najuspešnejšega trenerja v letu 2022. Priznanje bo podelil gospod Alen Jevtovič, direktor občinske uprave Mestne občine Ptuj. Prosim. In najuspešnejši trener
za leto 2022 je Zlatko Kostanjevec, Strelski klub Ptuj. Ker gospoda Kostanjeveca ni, je nagrado prevzel gospod Matija Potočnik iz Strelskega kluba Ptuj. Je pa prav, da mu namenimo nekaj besed. Gospodu Kostanjevcu, da ne bo pomote. Torej, Zlatko Kostanjevec je že vrsto let glavni trener Strelskega kluba Ptuj. Pod njegovim vodstvom vadi od mladih nadarenih ptujskih strelcev do najboljših članov. Slednji so Sašo Stojak, Matija Potočnik, Majda Ravšl. Omenjena trojka pa je pod vodstvom trenerja Zlatka Kostanjevca v letu 2022 zasedla drugo mesto v prvi A državni ligi v streljanju z zračno pištolo in številne odlične rezultate na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Ni ga z nami, zagotovo pa bo vaš aplavz segal do njega. Zlatko Kostanjevec, najuspešnejši trener. Še nismo končali s podeljevanjem, šele dobro se ogrevamo, še veliko nagrad bomo podelili v tem današnjem večeru. Naslednja kategorija, v kateri bomo podelili priznanja, pa je dokaz, da se vse da in da ni omejitev. Te si največkrat postavimo sami v svoji glavi. Vse je stvar volje in stvar motivacije. Med nami so tudi tisti športniki, ki so živ dokaz za to. Posebno čast mi je, da lahko napovem naslednjo kategorijo. Čas je, da spoznamo in nagradimo najuspešnejšega športnika na področju športa invalidov. Na oder vabim podeljevalko, gospod Silvo Razlak, dobitnico nagrade za življenjsko delo v Mestni občini Ptuj. Pa poglejmo, kdo bo prejel naziv najuspešnejšega športnika na področju športa invalidov. To je Žiga Bedenik, rokometni klub Drava Ptuj. Žiga Bedenik je v osnovi član rokometnega kluba Drava Ptuj. Vratar je tudi član hrvaške rokometne reprezentance gluhih, ki je na olimpijskih igrah za gluhe športnike v Braziliji osvojila olimpijski naslov. Žiga Bedenik, čestitke! Hvala lepa. Ja, fanti in dekleta so se vmes malce preigravali, ogrevali, zdaj je pa čas, da jih slišimo ponovno. Dijaki Ptujske gimnazije, gimnazijski bend UNMD in pa naslednja skladba, da malce zadihamo. Every breath you take, every move you make,
Every bond you break, every step you take, I've been watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you. Oh, can't you see you belong to me? How my poor heart aches with every step you take, with every move you make, every vow you break, every smile you fake, every climb you stake, I've been watching you. Since I'm gone, I've been lost without your trace. I dream at night, I can only see your face. I look around to the sea of every place. I feel so cold and I long for your embrace. I keep crying, baby, baby, please. Oh, can't you see you belong to me? How my poor heart aches with every step you take, every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you. 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 UNMD, band In Every Breath You Take in skupina Police v izvedbi dijakov gimnazijskega benda, torej gimnazije Ptuj. Nadaljujemo s podeljevanji, pa nadaljujemo tudi s pregledom leta 2022, da malce osvežimo spomin, kaj vse se je zgodilo v lanskem letu. Smo že v tretjem četrtletju, torej od meseca julija do meseca septembra. V poletnih mesecih se je izmed ptujskih športnikov najbolj izkazal Kristjan Čeh. Ta je konstantno odlično nastopal skozi celotno leto 2022, medtem ko je poleti postal svetovni prvak v metu diska in osvojil tudi drugo mesto na evropskem prvenstvu. Iz atletike prihaja še en nov mlad šampion, Anej Čurin Prapotnik. Ta je na tekmovanju v Trstu tekel odličen osebni rekord na 100 metrov, ki znaša 10:38. Naslov državnega prvaka v tenisu med člani si je v Mariboru priigral Filip Jeff Planinšek. Ptujski padalec Peter Balta pa je bil član slovenske reprezentance, ki je tekmovala na svetovnem prvenstvu v padalstvu v skokih na cilj in osvojila končno 10. mesto. Zavod za šport Ptuj, Športna zveza Mestne občine Ptuj in Mestna občina Ptuj pa so organizirali ptujski športni vikend. Člani Avtomoto društva Ptuj pa so nam pripravili v Sloveniji vasi karting dirke ter osvojili ekipni naslov državnih prvakov Slovenije v kartingu. Toliko, da malce osvežimo, kaj vse je bilo v lanskem letu. Pa gremo naprej s podeljevanji, gremo naprej s priznanji in pokali. Še kar nekaj jih je in še kar nekaj tistih, ki čakajo na nje. Med nami so tudi tisti, ki si zaslužijo posebno pozornost. Tudi za te dosežke je potrebno veliko volje in odrekanja, ter imeti
tisto nekaj več, nekaj si upati. Predvsem pa ohranjati dobro energijo in vztrajati ne glede na okoliščine. Čas je, da podelimo nagrado za posebne dosežke na področju športa v letu 2022. Priznanje bo podelil predsednik Športne zveze Mestne občine Ptuj, gospod Franjo Rozman, ki ga tudi vabim na oder. In nagrado za posebne dosežke prejme Mineja Kolenko, ženski rokometni klub Ptuj. Mineja Kolenko je že drugo leto zapored najboljša strelka prve A državne rokometne lige. Članica ženskega rokometnega kluba Ptuj je v rednem delu prvenstva na 18 tekmah skupno dosegla 182 zadetkov, medtem ko je v razigravanju na dodatnih 6 tekmah dodala še 61 zadetkov. Čestitke. Hvala lepa, Mineja. Gospod Franjo pa kar naj še malce ostane. Ja, zdaj se je tega našega odra že tako ali tako navadil, tako da verjamem, da mu ne bo pretežko. Pred nami je namreč podelitev posebnih priznanj tistim, ki jim ni težko ohranjati dobro energijo in vztrajati ne glede na vse okoliščine. Čas je, da podelimo priznanja in za vztrajnost nagradimo klube, ki so zaznamovali okrogle obletnice v letu 2022. Podeljevalca imamo, pa poglejmo. Kot prvega bomo nagradili za 60 let delovanja Športno društvo Rogoznica. V letu 2022 je torej Športno društvo Rogoznica zabeležilo 60 let delovanja. Jubilej so obeležili z nogometnim turnirjem, osrednjim slavnostnim dogodkom in gradnjo novih prostorov s slačilnicami. Čestitke. Petdeset let je v letu 2022 zabeležilo tudi Športno društvo Grajena. Ob svojem jubileju, torej 50-letnici delovanja, so pripravili niz prijateljskih nogometnih tekem, osrednjo prireditev in izdali tudi zbornik o delovanju Športnega društva Grajena. Čestitke za 50 let. In še nekoga bomo nagradili, in sicer Golf klub Ptuj za 30 let delovanja. V letu 2022 je torej Golf Ptuj z dvema ločenima turnirjema obeležil 30 let delovanja. Klub se je skozi leta razvijal in ima danes že 350 aktivnih
članov. Čestitke Golf klubu Ptuj, Športnemu društvu Grajena in Športnemu društvu Rogoznica. Hvala lepa. Ja, zdaj pa od posameznikov počasi k ekipam. In ker imajo seveda dame zmeraj prednost, bomo najprej podelili nagrado in pokal za najuspešnejšo žensko ekipo v letu 2022. Na oder vabim Boštjana Šerugo, podžupana Mestne občine Ptuj. In nagrado za najboljšo žensko ekipo v letu 2022 prejme Ženski rokometni klub Ptuj. Za ženskim rokometnim klubom Ptuj je ena najuspešnejših tekmovalnih sezon v zgodovini kluba. Po rednem delu tekmovanja so Ptujčanke zasedle 7. mesto, medtem ko so na koncu v razigravanju to mesto še izboljšale in so tekmovalno sezono 2021-2022 v prvi A državni rokometni ligi zaključile na 6. mestu. Ob tem uspehu so zabeležile še enega, saj so v Ormožu kot organizatorke zaključnega turnirja osvojile še 4. mesto pokalu Slovenije. Čestitke! In kot ste najbrž pravilno ugotovili, gremo zdaj od deklet še k fantom. Tudi te krasi odličen ekipni duh. Na oder vabim gospo Heleno Neudauer, podpredsednico Sveta Zavoda za šport Ptuj, da podeli pokal za najboljšo moško ekipo v letu 2022. In najboljša moška ekipa leta 2022 je postala Strelski klub Ptuj. Strelski klub Ptuj je stalnica med najboljšimi slovenskimi klubi v streljanju z zračno pištolo. Ptujčani so v prvi A državni ligi dobro znašli se tudi v novem tekmovalnem ligaškem sistemu v dvobojevanju, saj so zasedli skupno 2. mesto. Najprej so suvereno zmagali v 3 kvalifikacijskih krogih, nato pa so v finalnem delu tekmovanja zaostali le za strelskim društvom Dušan Poženel Rečica pri Laškem. Pod nov velik ekipni ptujski uspeh so se podpisali Sašo Stojak, Matija Potočnik, Zlatko Kostanjevec in Majda Ravšl. Ob uspešnem ligaškem nastopu so člani Strelskega kluba Ptuj zasedli ekipno 6. mesto na državnem prvenstvu v streljanju z zračno pištolo. Najboljša moška ekipa torej Strelski klub Ptuj. Čestitke in hvala lepa.
Počasi ogrevamo ozračje tudi za tiste najprestižnejše nagrade za najboljšega športnika in športnico leta v Mestni občini Ptuj. Ampak pred nami je, kot sem vam obljubil že malce prej, še nekaj vročega, ognjenega. K nam ponovno prihaja Maša Ferme. Leta 2021 se je prijavila v televizijski šov Slovenija ima talent. In po finalnem nastopu so se ji odprla mnoga vrata, tudi tista, pa se ne hecam, v samozaposlitev. Poleg nastopov izvaja tudi redne vadbe za otroke in odrasle, rojstnodnevne zabave, delavnice za podjetja, prodaja pa tudi obroče, če bi koga zamikalo, da bi malce zamigal. Zelo rada pravi, hodi tudi v hribe, bere in se ukvarja z jogo. Njen moto je: disciplina je svoboda. Zdaj nas pa čaka ognjena vaja. Vaja z ognjem in Maša Ferme. Vroče in ognjeno. Še ko greš mimo, začutiš to. Tudi v prvi vrsti verjamem, da so začutili malo ta ogenj, vročino, če ne drugega pa ta prijeten von, ne? Tudi v zadnji vrsti je šel najbrž. Dobro, in smo že pred zadnjim sklepnim dejanjem današnjega večera. Še 7 nagrad nas čaka. Tiste za življenjsko delo, pa razglasili bomo 3 najboljše športnice in 3 najboljše športnike. Ampak predtem še zadnji 3 meseci leta 2022.
Kaj se je torej dogajalo od oktobra do decembra? Tudi zadnji 3 meseci leta 2022 so prinesli nekaj vidnih rezultatov za ptujski šport. Na svetovnem prvenstvu v kickboxingu za kadete in mladince, ki ga je v Jezolu organiziral Vako organizacija, je član kluba borilnih veščin Ptuj, Tilen Repina, z ekipo Slovenije v point fightingu osvojil 2. mesto. Uroš Krajnc je po zmagi na odprtem prvenstvu Slovenije v ekipi Fult Golf kluba Ptuj oziroma v Fult Golfu sezona 2022 kronal še z naslovom državnega prvaka v Fult Golfu. In to je uspelo tudi ekipi Fult Golf kluba Ptuj. V dresu slovenske reprezentance se je zelo izkazala Nina Potočnik, ki je dobila odločilno točko na teniškem obračunu pokala Billie Jean King v Velenju med Slovenijo in Kitajsko. Prav tako so se zelo izkazali z organizacijo najstarejšega tekmovanja na Ptuju, 41. zlate rokavice v pučko boksingu in zmagovalec tega tekmovanja je bil Kevin Dornik. Veliki športni zmagovalec lanskega leta je Kristjan Čeh, saj je v Ljubljani postal tudi najboljši športnik leta 2022 v Sloveniji. Zdaj pa še k zadnjemu sklopu podelitev, kot rečeno. Ko bomo izvedeli, kdo so najboljše športnice in športniki v minulem letu 2022. Še prej pa zagotovo ena najbolj čustvenih podelitev v današnjem večeru. Vsako leto se vsaj dobitniku, če ne veliki večini, vsaj malce tako zarosi oko ob prejemu nagrade za življenjsko delo. Nagrado bo podelil gospod Fredi Kmetec, član sveta Zavoda za šport. In nagrado za življenjsko delo na področju športa prejme gospod Oton Velunšek. Čestitke. Oton Velunšek se je ob koncu nižje gimnazije prvič srečal z modelarstvom, v katerega se je praktično zaljubil. Članil se je v Aeroklub Ptuj, kjer se je naučil osnov letalskega modelarstva. Tekmoval je v različnih kategorijah letalskih modelov, kot so prostoleteči motorni modeli, sobni modeli, vezani hitrostni modeli in modeli za ekipno tekmo. Najprej se je z rezultati izkazal na republiških tekmovanjih, nato na državnih tekmovanjih in kot član jugoslovanske reprezentance tudi na mednarodnih tekmovanjih. Oton Velunšek je bil v različnih kategorijah 21-krat jugoslovanski prvak. Postavil je 10 državnih rekordov. Postavil torej kar 10 državnih rekordov in je 40-krat tekmoval za reprezentanco Jugoslavije. Leta 1937 je v kategoriji F1C na svetovnem prvenstvu zasedel ekipno 3. mesto, medtem ko je leta 1972 z ekipo Jugoslavije dosegel 1. mesto na evropskem prvenstvu. Po končani tekmovalni karieri
Po končani tekmovalni karieri je ostal na različnih funkcijah aktiven v Aeroklubu Ptuj, katerega član je še dandanes. Oton Velunšek je bil izbran 5-krat za najboljšega športnika Ptuja. Dobil je Bloudkovo plaketo in leta 1977 Zlatega orla, ki je bilo najvišje odličje Zveze letalskih organizacij Jugoslavije. Dame in gospodje, Oton Velunšek. Tako, stopite še malce pred mikrofon, celotna dvorana vam aplaudira. Kako je bolje biti na odru ali pod odrom, spremljati vse skupaj? Včasih eno ali pa drugo. Najprej bi lep pozdrav vsem športnikom in športnicam in ljubiteljem športa. Prav vesel sem za to priznanje, zato se Športni zvezi in zavodu zahvaljujem za to delo, ampak moram nekaj poudariti. Največjo zaslugo od vsega začetka ima moj Aeroklub Ptuj. Zato, ker smo se iz gimnazije, ki smo osvojili modelarski krožek, člani v društvu kot modelarska sekcija. Aeroklub nam je stal vedno ob strani, nam omogočil, da smo tekmovali, dosegali rezultate in na ta način smo se prebili v državno reprezentanco. V tistih časih smo bili 4 državni reprezentanci, moram priznati, da smo bili veseli in Ptujčani so bili sploh znani, da so najboljši modelarji Slovenije in Jugoslavije. Tega ne morem pozabiti. Zato se Aeroklubu Ptuj najlepše zahvaljujem za to. V naslednji vrsti pa se zahvaljujem tudi vsem kolegom modelarjev, še Alič Petr je tukaj, Petr Zivjo, s katerim smo s Petrom postala državna prvaka leta 1971 v Vršcu. Bom nekaj povedal, mogoče ne spada sem, ampak vseeno bom povedal. Seveda za to, da dobiš prvo mesto, dobiš tudi pokal. In jaz sem tu večkrat rekel, nehal sem kaditi, zato ker sem tisti večer bil tako vesel s Petrom, da sem malo preveč pogledal v pokal. No, nazadnje pa še se zahvaljujem moji življenjski sopotnici Mileni, ki mi je stala ob strani, ker mene dostikrat ni bilo doma, ampak me je tudi na domačih tekmah spremljala, tako da na račun modelarstva videla tudi nekaj sveta. Hvala lepa vsem. Hvala lepa in čestitke gospodu Otonu Velunšku torej za nagrado za življenjsko delo. Napetost se stopnjuje, saj sta pred nami še zadnji 2 kategoriji. Tudi tokrat bomo dali prednost damam, čas pa je, da razkrijemo 3 najuspešnejše športnice Mestne občine Ptuj za leto 2022. Preden preverimo nominiranke, pa morda samo še kratek skok v preteklost, glede na to, da danes zaznamujemo 60 let podeljevanja. Športnice z največ nazivi športnice leta na Ptuju so bile, naj jih naštejem, samo tiste, ki so dosegle vse 3 nazive ali več. S 3 Tatjana Butolen, Sonja Pajenk in Nina Kolarič. 4 nazive ima Tamara Zidanšek. 5 Nadja Šibila, ter trenutno zaenkrat največ v teh 60 letih 8 Mina Markovič. Zdaj pa poglejmo, komu bo pripadal ta laskavi naslov letos. Na oder vabim gospoda magistra Stanka Glažarja,
predsednika Sveta Zavoda za šport Ptuj ter člana izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije ter gospoda Petra Furmana, predstavnika glavnega pokrovitelja nocojšnjega dogodka, ki bosta najboljšim športnicam podelila pokale. Pa preverimo, kdo so nominiranke v tej kategoriji. Najprej Tamara Zidanšek, Teniški klub Terme Ptuj in Majda Ravšelj, Strelski klub Ptuj. Naslednji dve, Veronika Domjan, Atletski klub Ptuj in Teja Marot, klub tajskega boksa Muay Thai Gym Ptuj. In še zadnji dve, Nina Potočnik, Goja Tenis Center in Mineja Kolenko, ženski rokometni klub Ptuj. Kuverta je tam, kjer mora biti, v žepu, kot ponavadi. Pa poglejmo, kdo so bile najboljše športnice. Začnemo na 3. mestu. Tretja najboljša športnica mestne občine Ptuj je postala Veronika Domjan, Atletski klub Ptuj. Za Veroniko Domjan je solidna tekmovalna sezona 2022, v kateri se je veselila 2 naslovov članske državne prvakinje. Atletinja je najboljša v svoji paradni disciplini, metu diska, ki ga je za zmago vrgla 50,51 metra in v suvanju krogle, ki jo je za zmago sunila 13,77 metra. Ob teh 2 izstopajočih rezultatih je članica Atletskega kluba Ptuj zasedla tudi 2. mesto v suvanju krogle na mednarodnem troboju atletskih reprezentanc Hrvaške, Srbije in Slovenije. Veronika Domjan. Smo že pri 2. mestu. Druga najuspešnejša športnica mestne občine Ptuj za leto 2022 je Nina Potočnik, Goja Tenis Center. Nina Potočnik je po solidnem prvem delu sezone 2022 odigrala odlično drugi del sezone ter se z odmevnimi rezultati povzpela na 270. mesto svetovne ženske računalniške lestvice VTA. Teniška igralka je v letu 2022 osvojila ITF teniški turnir v Leipzigu in je prišla do finala ITF teniškega turnirja v Vrnjački Banji. Najbolj pa odmeva zmaga Nine Potočnik v pokalu Billie Jean King, ko je zagotovila odločilno točko Slovenije na dvoboju proti Kitajski. V tem odločilnem dvoboju je Potočnikova premagala Xiyu Wang. Nina, čestitke! Pa poglejmo še, katera je laskava dobitnica naslova za najboljšo športnico 2022. Najboljša športnica mestne občine Ptuj za preteklo leto je Tamara Zidanšek, Teniški klub Ptuj. Ker Tamare nažalost tudi danes ni z nami, je daleč v toplejših krajih, pa bo nagrado prevzel njen
oče. Tako da aplavz tudi za dobre gene. Tamara Zidanšek je že nekaj let najboljša slovenska teniška igralka. Ta ima za seboj solidno tekmovalno sezono v letu 2022, ki jo je dobro začela. Najprej je prišla do polfinala WTA turnirja v Adelaidi in do tretjega kroga odprtega prvenstva Avstralije v Melbourneu. Ta dva odlična rezultata sta ji prinesla tudi najvišje mesto do sedaj v njeni karieri. Saj je bila 28. februarja 2022 uvrščena na 22. mesto svetovne ženske računalniške teniške WTA lestvice. Kasneje je zaigrala še na ostalih 3 Grand Slam turnirjih v Parizu, Londonu in New Yorku. Najdlje do tretjega kroga je prišla v Roland Garrosu, ob dobrih rezultatih med posameznicami pa je Tamara Zidanšek nanizala nekaj dobrih rezultatov tudi med dvojicami, v katerih je skupaj z Ellen Perez iz Avstralije dobila turnir v Libemi. Tamara Zidanšek. Ponavadi smo jo klicali, da nam pove nekaj besed kar tako preko telefona, ker smo se pa modernizirali, smo jo pa zdaj poklicali kar tako preko videoklica. Tako da živijo Tamara, ali naj rečemo dobro jutro ali lahko noč. Pozdrav vsem, mislim, da je kar lahko noč bolj primerno, trenutno je tu večer. Dobro. Čestitke za nov osvojen laskav naslov športnice leta Mestne občine Ptuj. Ti pošiljamo tako iz polne dvorane na Ptuju. Povej, šteješ, kolikokrat si že bila razglašena za najboljšo športnico Mestne občine Ptuj? Hvala pa še zaenkrat da sem lahko postala športnica Ptuja. Ptuj bo vedno imel posebno mesto pri meni, tam sem preživela kar lep čas svojega življenja. Veliko pretrenirala me, imam lepe in ne slabe, ampak težke spomine od tam, naporne spomine, ampak mislim, da je bilo vse vredno tega, da se je pač moje življenje odvilo in Ptuj bo neka taka baza vedno, kamor bojo moje misli zašle, ko bom pomislila na začetke tega. Da pa štejem, kolikokrat ne bi rada kaj narobe rekla, ampak mislim, da je to zdaj le 5. da sem razglasena za športnico. Ja, res je. 5. naslov je že to za Tamaro Zidanšek. Tamara, slišali smo, kako je potekalo leto 2022 na tekmovalnem področju, kako pa je kaj potekalo skozi tvoje oči? Minulo leto, torej 2022, moram reči, da je bilo kar eno najzahtevnejših let za mene. Veliko stvari se je zgodilo, veliko stvari se je spremenilo. Vedno sem bila navajena neke konstantnih oseb okoli sebe in v tem letu se je kar veliko spremenilo. In ja, tako da bom rekla, da je imelo neko razburkano vzdušje, ampak sem se veliko naučila, veliko stvari spoznala, dobila neko podlago, na čem moram delati in ja, upam, da bom vse te izkušnje lahko nesla v naslednja leta. Dobro, in če smo pri naslednjih letih, kakšni so kaj načrti za letošnje leto? Načrti za letos so, da malo nadaljujem iz prejšnjega odgovora, se pravi vse to, kar se je zgodilo, vzeti kot nek nauk in najti neko konstanto, najti svojo igro. Vem, da sem trenutno dobro pripravljena in zdaj moram sam igrati. Pač igra je na nivoju, zdaj pa kakšna zmaga tu in tam in verjamem, da se bo tudi samozavest in samozavest popravila in iz tega bo nastala še kakšna zmaga več. Vsi upamo in držimo pesti za to. Tamara, čestitke še enkrat. Daj nam povej, kdaj ti bomo lahko tako čestitali tudi osebno, saj veš, ne? Kdaj se kaj vračaš nazaj na Štajersko? Ja, hvala še enkrat. Osebno čestitali.
ne vem, na Štajerskem nisem bila že res dolgo, ok, doma v Konicah, ja, ampak na Ptuju pa že res zelo dolgo ne. Življenje se je pač obrnalo tako, da živim na drugem koncu Slovenije, na obali. In ne vem, ne znam odgovoriti na to, mogoče hitro. Dobro, bomo upali na to. Povej, še kakšno sporočilo vsem, ki so se danes zbrali tukaj in videli tvoj 5. naslov? Najlepša hvala vsi, da ste prišli. Hvala, da ste me izbrali za šport, da sem bila izbrana za športnico Ptuja, da me še vedno nekako jemljete za svojo in spremljate mojo kariero in ja, upam, da bom tudi v tem letu lahko prikazala dobre igre. Hvala, Tamara. Lepo zdrav v deželo, tja dol, torej v Avstralijo. Hvala. Hvala tudi vsem obema ostalima športnicama, hvala tudi podeljevalcem in ja, čestitke torej vsem trem najuspešnejšim športnicam v letu 2022. Zdaj pa še k zadnji podelitvi. V nizkem štartu so že najboljši športniki za leto 2022 v Mestni občini Ptuj. Pa najprej spet poglejmo nazaj v zgodovino teh 60 let. Športniki z največ nazivi športnik leta na Ptuju so bili Stremi, Gregor Gazvoda, Peter Balta in Kristjan Čeh. 4 drži Dejan Zavec. 5, nekoga, ki smo ga danes že videli na odru, gospod Oton Velunšek. In pa z 10 trenutno prepričljivo vodi Mirko Vindiš. To so torej bili skozi leta najboljši. In kdo so najboljši letos? Čas je, da izvemo. Na oder vabim županjo Mestne občine Ptuj, gospod Nuško Gajšek in gospoda Sandija Mertelja, direktorja Zavoda za šport Ptuj, da najboljšim podelita pokale. Bila sta tako blizu, da niti glasbe nista potrebovala, ne? Super. Dobro, pa preverimo najprej nominirance. Prva 2 nominiranca, Kristjan Čeh, Atletski klub Ptuj in Sašo Stojak, Strelski klub Ptuj. Naslednja 2 nominiranca, Luka Perkovič, judo klub Drava Ptuj in Tilen Repina, klub borilnih veščin Ptuj. Nominirana sta tudi Aleš Golob, klub tajskega boksa Muay Thai Gym Ptuj in Bojan Ljubec, bokserski klub Ptuj. In še enega nominiranca imamo, to pa je Uroš Krajnc, Futgolf klub Ptuj. Pa preverimo torej, kateri so najboljši športniki. Začnemo seveda na najnižji stopnički pri 3. mestu. 3. mesto, športnik leta Mestne občine Ptuj za leto 2022, Sašo Stojak, Strelski klub Ptuj. Saša očitno pridno trenira, tako da bo priznanje prevzela njegova mama, gospa Vlasta Stojak. Naj pa kljub temu spregovorimo nekaj besed o nagrajencu. Sašo Stojak je zadnjih nekaj let najboljši ptujski strelec z zračno pištolo. Ta svoj status
je potrdil tudi v letu 2022, saj je z ekipo Strelskega kluba Ptuj osvojil drugo mesto v pokalu Slovenije v prvi A državni strelski ligi v streljanju zračno pištolo. V tem tekmovanju je kot posameznik zasedal drugo mesto. Odličen strelec pa je lani na državnem prvenstvu osvojil med posamezniki drugo mesto, medtem ko je skupaj z Majdo Ravšelj postal državni prvak med mešanimi pari v streljanju zračno pištolo. Sašo Stojak, Strelski klub Ptuj. Drugo mesto. Drugo mesto med športniki Mestne občine Ptuj za leto 2022 je osvojil Uroš Krajnc, Futgolf klub Ptuj. Uroš Krajnc je predstavnik novejšega športa futgolfa in je bil lani najuspešnejši slovenski igralec. Uspešno je nastopal na domačih in na mednarodnih tekmovanjih. V letu 2022 je Uroš Krajnc med 55 igralci postal državni prvak v futgolfu. Na mednarodnih tekmovanjih je solidno nastopil na turnirjih na Slovaškem in Madžarskem, medtem ko je zablestel zmago na velikem mednarodnem turnirju na Ptuju Slovenian Futgolf Open FIFK 500. Uroš Krajnc, Futgolf klub Ptuj. In še zadnje priznanje, še zadnja nagrada, komu gre v roke? Zagotovo tudi letos ni presenečenja na tem področju, 4. leto zapored, torej prvo mesto in najboljši športnik Mestne občine Ptuj, Kristjan Čeh, Atletski klub Ptuj. Bravo. Za Kristjanom Čehom je najboljša sezona v njegovi športni karieri. Metalec diska je v letu 2022 dobil kar 19 od 21 tekem, na katerih je tekmoval. Največjo zmago je dosegel na svetovnem prvenstvu v atletiki Eugenu, ko je za zlato medaljo disk vrgal 71,13 metra. Ob tej zlati medalji se je veselil tudi srebrne medalje na Evropskem prvenstvu v Münchnu. Svoj primat v metu diska pa je potrdil tudi skupno zmago v diamantni ligi. Kristjan Čeh pa je v letu 2022 popravil tudi svoj osebni rekord v metu diska, ki sedaj znaša 71,27 metra. Najboljši športnik Ptuja za leto 2022, Kristjan Čeh.